Torej, danes bomo govorili o statistiki. Namen tega predavanja je podati nek zelo poljuden vidik na statistiko skozi primerov. Torej, želela bi vas prepričati, da je statistika zares pomembna in da brez nekega razumevanja osnovne statistike težko razumemo tudi svet, ki je okrog nas. Samo kratek uvod glede pomembnosti podatkov v našem času. Veste, da so podatki povsod, in za to predavanje sem poiskala, koliko podatkov pravzaprav generiramo vsak dan. To je podatek, ki seveda za statistika je precej zanimiv. Izkaže se, da je precej težko dobiti ta podatek, ker gre seveda samo za ocene in je zelo težko tudi najti kakšen primerni grafični prikaz glede teh podatkov. Ta je grafični prikaz, ki na koncu se mi je zdel najlepši, mogoče najbolj zanesljiv in tisto, kar se mi je zdelo razumljivo glede količino podatkov. Torej, če vam povem, da zdaj letno generiramo 40.000 exabytes, to nam ne bo povedalo kaj veliko. Mogoče tisto, kar je nekako bolj povedno, je to, da v povprečju vsak izmed nami vsako sekundo generira toliko podatkov, koliko jih je v eni knjigi. Ena knjiga ocenijo, da približno je vredna 1 megabajt, ta je še količina, ki jo dobro razumemo. In seveda, če pomnožimo glede število sekund v enem dnevu, to bi pomenilo, da vsak izmed nami v povprečju generira 150.000 knjig na dan, kar se tiče količine informacij. In to je seveda nekaj ogromnega. Če pogledate grafični prikaz, vidite tudi, da je število generiranih podatkov narastlo ogromno. Torej, če primerjamo informacije, ki jih generiramo zdaj, glede na samo nekaj let nazaj, to seveda predstavi ogromno povečanje generiranja podatkov. Drugi podatek, ki se mi je zdel zanimiv in razumljiv, ker drugače ti podatki o generiranju, o številu obstoječih podatkov so težko razumljivi, je koliko časa bi rabili, če bi želeli prenesti vse podatke, ki so samo na internetu na svojem računalniku. In en povprečni uporabnik bi rabil 180 milijonov let. Torej, imamo na razpolago ogromno podatkov. Zanimiva zgodba, ki je bila naslovnica revije The Economist, je postala tudi stavek, ki ga zdaj slišimo zelo pogosto: data is the new oil. Torej, najbolj vredna stvar, ki jo zdaj imamo, so podatki. To je seveda res, je pa pomembno povedati, da podatki zares niso vredni ničesar, če niso strukturirani in če jih ne moremo analizirati. Imeti ogromno podatkov nam ne pomaga, če ti podatki niso dostopni, če nimamo dovolj informacij glede teh podatkov. In še vedno velika večina podatkov, ki jih generiramo in ki jih imamo, so taki, da jih ne moremo zares analizirati, torej niso zares v korist nikogar. Ocenijo, ponovno gre samo za ocene, ki jih lahko dobimo, da potencialno zdaj približno 1/5 obstoječih podatkov je taka, da bi jih lahko analizirali, torej so podatki iz 10 let nazaj in ocenijo, da zdaj približno 40% podatkov je takih, da bi jih lahko analizirali. Gre še vedno za zelo majhen delež in seveda to postane pomemben problem, če želimo razumeti, kaj se da dejansko narediti z vsemi temi podatki, ki jih imamo na razpolago. Tekom predavanja bom pokazala nekatere reference, knjige, ki so mi všeč in ki so namenjene ne statistikom večinoma oziroma osebam, ki bi jim bila lahko statistika zanimiva. In prva knjiga, ki jo tukaj omenjam, je zelo slavna knjiga, ena od najbolj slavnih knjig
za popularizacijo statistiko The Signal and the Noise. In citat iz te knjige je, da podatki ne morejo sami govoriti. In torej mi moramo narediti nekaj, da bodo lahko nekaj povedali. Torej, data have no way to speak for themselves, we speak for them. Druga stvar, ki pogosto nam očitajo kot statistiki, je, da zlorabimo podatke in da jih uporabimo za to, da bi povedali, dokazali stvari, ki niso zares resnične. Bile so objavljene knjige, ki so postale zelo slavne tekom časov, ki so imele kot naslov How to lie with statistics. Seveda lahko lažemo statistiko, ampak ta citat je zelo zanimiv. It's easy to lie with statistics, but it's hard to tell the truth without them. Torej, brez statističnih podatkov je zares težko povedati, kaj se v resnici dogaja. Torej, kaj je statistika? Statistika, klasična definicija za statistiko je, da je statistika veda, ki se ukvarja s podatki. Želimo opisati podatke kot prvi korak, ponavadi tukaj govorimo o tem, da uporabimo metode iz opisne statistike, da bi opisali, kaj se pojavi v podatkih, povzeli informacijo, ki jo imamo v podatkih, in potem tisti del, ki je bolj zanimiv za znanstvenike in za osebe, ki želijo posplošiti ugotovitve, ki jih dobijo iz nekega vzorca na celo populacijo. Tukaj imamo metode inferenčne statistike, ki nam omogočajo, da lahko posplošimo tisto, kar vidimo na vzorec, na celotno populacijo. Ta je tisti ogromni preskok, ki ga lahko naredimo samo, če uporabimo statistiko. Torej, samo z uporabo statistike lahko sklepamo nekaj o celotni populaciji, čeprav ponavadi je ne moremo opazovati v celoti. Meni je zelo všeč povedati, da po mojem je statistika tista veda, ki nam pomaga k razumevanju sveta s pomočjo podatkov. Statistika je povsod, podatki so povsod, in da bi razumeli, kaj se dogaja na podlagi podatkov, seveda rabimo statistiko. Statistika, ki opiše podatke, tisto, kar verjetno vsi ste spoznali že v srednji šoli, kako z nekaterimi številkami povzeti podatke, kako narisati podatke, ki jih imamo na razumljiv način, ampak naslednji korak je tudi uporaba statistike za to, da lahko naredimo bolj splošne sklepe, tudi če lahko opazimo samo nek vzorec. Druga knjiga, ki bi jo tukaj omenjala in zelo, zelo priporočala, je knjiga The Art of Statistics. Napisal jo je David Spiegelhalter. Izjemno berljiva, polna zanimivih primerov, namenjena tudi učenju, ampak tudi knjiga, ki jo lahko preberete, če vas zanima statistika na splošno. Tisto, kar omenja Spiegelhalter v svoji definiciji statistike, je, da statistika ponovno nam pomaga razumeti svet in da to je ponavadi narejeno preko nekega podatkovnega kroga, nek podatkovni krog, o katerem bom govorila tukaj. Torej, kaj naj bi bil ta data cycle? Jaz sem to prevedla kot podatkovni krog. Podatkovni krog je sestavljen iz več korakov in opiše, kaj ponavadi statistiki počnemo s podatki. Torej, najprej moramo razumeti, kaj je problem, ki ga želimo preučevati, in ga natančno opredeliti. To zveni zelo, zelo preprosto, zveni kot nekaj, kar bi bilo skoraj samoumevno, ampak zelo pogosto samo definicija našega problema postane že problematična, in če slabo definiramo problem, bomo potem seveda tudi ga slabo rešili. Na podlagi problema, na katerem želimo delati, moramo seveda načrtovati raziskavo. In ponovno tukaj gremo na idejo o statistiku, ki zbira podatke, definira, kaj bo natančno meril, kaj bodo spremenljivke. Zelo, zelo pomembno, in bomo imeli nekaj primerov tekom predavanja, je povedati,
kaj je populacija, ki jo želimo preučevati, torej na katero skupino želimo delati, za katero skupino želimo posplošiti naše opazovanje. In seveda, kaj bo vzorec, ki ga bomo uporabili za našo raziskavo. Potem seveda je treba zbirati in urediti podatke. Tukaj je ogromno dela s tem, čiščenje podatkov, njihova organizacija, razumevanje in poročanje vseh lastnosti je nekaj, kar vzame seveda v praksi ogromno časa. In šele, ko so podatki urejeni, prečiščeni, šele takrat, ko smo poročali glavne značilnosti vseh teh podatkov, začnemo z pravo analizo podatkov. In tukaj nastopata tako opisna statistika, torej samo del, kjer povzamemo informacije, ki so na vzorcu, in potem inferenčna statistika, ki je pa tisti del, kjer pa uporabimo statistične metode, ki temeljijo na verjetnost, s katerimi potem lahko posplošimo rezultate iz vzorca na populacijo in s katerimi lahko tudi ocenimo negotovost naših rezultatov. To je zelo pomembno. Vsakič, ko statistik razmisli o rezultatih, ki jih je dobil, bo zmeraj dal velik poudarek na negotovost svojih zaključkov. Torej, na kateri je tisti razpon, na primer, možnih vrednosti, ki jih pričakujemo, če smo, na primer, ocenili neko povprečno vrednost. In seveda na koncu, to je tudi zelo pomembno, je razumeti, kaj lahko zaključimo iz naših rezultatov, in potem je tudi zelo pomembno, da vemo, kako komunicirati rezultate tudi neki širši javnosti. In tukaj nastopi seveda podatkovna pismenost, tisto, kar je v angleščini poimenovano kot data literacy. Statistična pismenost se nanaša bolj na to, da smo sposobni sami analizirati podatke, ampak v današnjem svetu postane zelo pomembno, da tudi osebe, ki se ne bodo nikoli lotile svojih analiz, razumejo celotni postopek, s katerimi pridemo do rezultatov, in da razumejo, kako so podatki obravnavani v praksi in kaj lahko zaključimo iz nekaterih iz analiz, ki so predstavljene, na primer, v medijih ali pa v člankih. Zmeraj bolj pogosto najdete v medijih poročila, kratka poročila o znanstvenih dosežkov. Zelo pogosto mediji napačno poročajo o rezultatih, zelo pogosto podajo poudarke na stvari, ki mogoče niso pomembne, ali pa posplošijo rezultate na širše populacije, kot na primer je bilo namenjeno v začetni raziskavi. Če smo sposobni razumeti, kako deluje raziskovalno delo in kaj so možnosti, ki jih imamo takrat, ko delamo s podatki, lahko tudi kritično sodimo, ali tisto, kar beremo v medijih, ali tisto, kar poročajo mediji, je nekaj, kar je smiselno ali pa ne. Seveda je zelo zakomplicirano biti podatkovno pismeni danes. Moramo razumeti ogromno stvari. Predvsem moramo razumeti, kako deluje raziskovalna metodologija. Vsaka raziskava, vsak rezultat, ki je objavljen, ima v ozadju neko raziskavo, ki je bila izvedena na nekem načinu. Nekatere raziskave so primerne za nekatere namene, druge za druge. Če razumemo, kdaj je primerno uporabiti neko raziskavo, seveda razumemo tudi, ali rezultati, ki jih preberemo, so smiselni ali pa ne, ali lahko sodimo in lahko sodimo, ali rezultati so verodostojni ali pa ne. Seveda je zelo pomembno razumeti, kaj so podatki, kaj so potencialne pomanjkljivosti, ki jih lahko najdemo v podatkih. In je zelo, zelo pomembno razumeti, da obstaja variabilnost. Variabilnost je tisto naravna lastnost, ki jo imamo pri vsaki značilnosti, vsak izmed nami je drugačen od ostalih
In seveda variabilnost ima ključno vlogo v razumevanju potem tudi rezultatov. Če ne razumemo idejo, da vzorec, ki smo ga uporabili, bo lahko različen od drugega vzorca, ki ga uporabijo drugi raziskovalci, da nekatere značilnosti so izjemno variabilne in druge pa ne, je zelo težko tudi razumeti, kaj rezultati, ki so predstavljeni, pravzaprav pomeni. Druga stvar, ki je po mojem zelo, zelo pomembna in pogosto v medijih ta razlika ni izpostavljena, je, da nekatere raziskave lahko dokažejo vzročnost, druge pa samo neko povezanost. To je zelo pomembno, ker da bi dokazali vzročnost, rabimo raziskave, kjer na primer uporabimo randomizacijo, kjer naredimo neko vrsto eksperimentacije. Veliko od raziskav, ki se pa pojavijo v medijih, so pa zgolj opazovalne raziskave, kjer opazijo nekatere povezanosti in seveda imamo zmeraj možno past, da tisto, kar opazimo, ni zares vzročno, ampak je samo povezano na neko povezanost med spremenljivkami. Ta je zadnji del pred primeri, torej zdaj si bomo začeli gledati nekaj primerov. Ta je druga knjiga, ki je po mojem izjemno zanimiva. Thinking Fast and Slow, napisal jo je Daniel Kahneman, ki je Nobelov nagrajenec za svoje delo, ki je opisano v tej knjigi. Glavna ideja te knjige je, da človek ima dva načina razmišljanja. En način, ki je zelo, ki ga poimenujejo kot sistem številka 1, ki je hiter, nagonski, in potem imamo sistem številka 2, kjer pa moramo zapraviti nekaj energiji, da razmislimo dobro o pravilnih odgovorih. Statistika, vse tisto, kar je vezano na razumevanje statistike, je vezano na drugi sistem, torej na ta sistem, kjer potrebujemo veliko dodatne energije in ki pogosto je nekaj, kar ne gre tako, kot bi pričakovali, čisto nagonsko. Vse raziskave, ki so opisane v tej knjigi, so zelo preproste, zelo razumljive in so namenjene temu, da bi razumeli, ali osebe imajo nagonski občutek, intuitivni občutek za statistiko. Vsi projekti, ki so opisani tukaj in ki so potem s katerimi so potem prišli do Nobelove nagrade, so vezani prav na to, da postavijo nekaj zelo preprostih vprašanj preiskovancev. Pogosto ti preiskovanci so študentje različnih univerz in pogledajo, kaj je njihov nagonski odgovor. In skoraj zmeraj se izkaže, da je nagonski odgovor napačen, ker ljudje ne uporabijo drugi sistem, ki nam bi omogočal neko bolj podrobno razmišljanje. Tisto, kar je zanimivo, je, da so pokazali veliko različnih pristranosti, napačnih predvidevanj, napačnih ocen, ki so jih ljudje imeli, ko so nagonsko odgovorili na ta vprašanja. In so izvedli te raziskave tudi med statistiki in so pokazali, da tudi sami statistiki intuitivno niso dobri statistiki. Torej moramo biti priučeni, da začnemo razmisliti kot statistik in se moramo s tem tudi potruditi. Vam bom pokazala nek zelo slavni primer, mogoče nekdo izmed vami ga že pozna. Linda je mlada, samska, zgovorna in zelo pametna. Kot študentka je bila zaskrbljena zaradi diskriminacije in pomanjkanja socialnih pravic. Kateri dogodek je bolj verjeten? Linda je bančna uslužbenka ali Linda je bančna uslužbenka in aktivna v ženskem gibanju?
Pravilni odgovor tukaj je Linda je bančna uslužbenka. Zakaj? Zato, ker ta trditev je bolj splošna kot naslednja trditev, kjer pa imamo nek dodatni pogoj. Torej, če pomislimo o reprezentativnosti teh dveh trditev, seveda prva trditev je bolj verjetna kot druga trditev. Če bi tukaj imeli nekaj, kar ne opiše tisto, kar mi mislimo o Lindi, kot naprimer Linda je bančna uslužbenka in ima blond lase, seveda nihče ne bi odgovoril, da je drugi odgovor bolj verjeten. Ampak ker tukaj podamo neko informacijo, ki je skladna z gornjim opisom, postane nagonsko bolj verjetno, da bomo izbrali drugi odgovor rajši kot prvi. Raziskave so pokazali, da ponavadi okrog 90% ljudi izbere drugo možnost glede na prvo. Seveda, če vemo, da gre za vprašanje, kjer nas lahko zavajajo in dobro razmislimo o tem, postane jasno, da je prvi odgovor ta pravi. Ampak ponovno, intuitivno, čeprav je napačno, velika večina oseb izbere drugo možnost, čeprav je drugi dogodek vključen v prvem dogodku. Ta je novica, ki je bila v medijih, mislim, 2 leti nazaj. O tem se je zelo veliko govorilo, mogoče ste to novico tudi sami zasledili. Torej, na nekem naselju na Poljskem se že skoraj 10 let ni rodil niti en deček. Torej, gre za izjemno čudnost. In tukaj sem povzela tudi trditve župana, ki pravi, da nekateri znanstveniki se pozanimajo za njihovo naselje, da najdete tudi na spletu veliko novic, kjer rečejo, da različne univerze so se lotile genetskih raziskav, da bi odkrile, zakaj se nekaj takega je lahko zgodilo. Dobijo nasvete, kako bi ženske lahko z večjo verjetnostjo rodile fantka in tako naprej. Seveda zveni kot nekaj čisto čudnega in vredno poročanja v medijih, ampak statistik se bo takoj spraševal, ali zares je ta dogodek tako nenavaden. In če gremo pogledati podatke, tisto, kar vidimo, je na primer sliko teh deklet, ki so se rodile v zadnjih 10 letih. In če pogledate, koliko jih je, ta dekleta, vse skupaj jih je 12. Torej, kaj se je zgodilo v resnici? Na tem naselju se je rodilo zelo, zelo malo otrok v teh 10 letih, približno 1 na leto. In seveda je čudno, da bi se rodile zapored samo deklice. Ampak vseeno ne gre za nekaj tako čudnega, kot so bile naslovnice v medijih, kjer se je govorilo o 10 letih brez dečkov. Če bi izpostavili, da je vse skupaj 12 deklet, bi seveda tako imeli občutek, da ta dogodek mogoče ni tako nenavaden, kot zveni, če govorimo o tem, da se za 10 let ni rodilo niti en deček. Populacija tega naselja je 300 oseb in če pogledamo verjetnost tega dogodka, to lahko računamo kot 1/2, torej recimo, da je verjetnost, da se rodi deklica 1/2, to množimo 12-krat in dobimo 0,000024. Torej, gre za zelo majhno verjetnost, da če pogledamo 12 zaporednih rojstev, bodo vsa rojstva taka, da se bo rodila deklica. Ampak seveda tukaj moramo upoštevati tudi, koliko možnih krajev je na svetu. In torej lahko se sprašujemo, kolikšna je verjetnost, da se bo na nekem naselju rodilo 12 deklet
zaporedno. Nekaj zanimivega, kar pogosto učim na svojih predavanjih, je, da pravzaprav verjetnost, da se rodi deklica, ni 50-odstotna, ampak je nekoliko manjša kot 50-odstotna. Naravno razmerje fantkov do deklet ob rojstvu je 106 proti 100. Torej, za vsakih 100 deklet, ki se rodi 106 fantkov. Torej, ta verjetnost je pravzaprav še nekoliko manjša, če pogledamo pravo verjetnost, da se rodi deklica. Če pa se sprašujemo, ali je zelo neverjetno, da se na svetu bi zgodilo kaj takega, če pomislimo, da na splošno imamo ogromno število naselij, torej tukaj neka ocena, ponovno gre za oceno, ker prave številke niso znane, imamo skoraj 400,000 naselij, okrog 150,000 ima manj kot 500 prebivalcev, torej lahko si predstavite, da če bi pogledali okrog 100,000 naselij, bi pričakovali, da v 17 naseljih bi se rodilo 12 deklet zapored. Tisto, kar je zares čudno v tem primeru, je časovni obseg, torej 10 let, ampak ker je tako malo deklet, to ni sploh tako nenavadno. Drugi primer, ki mi je zelo všeč, je tudi pravi primer, ki je nastal tekom druge svetovne vojne. Ta primer je zelo natančno opisan v tej knjigi How Not to be Wrong, izjemno dobra knjiga tudi v tem primeru, kjer se opiščejo različne statistične posebnosti in primeri, kjer je bila uporaba statistika zelo pomembna. Gre za podatke, ki so jih zbrali v ameriški vojski tekom druge svetovne vojne. Zanimalo jih je, ali bi lahko povečali varnost vojaških letal, tako da bi dodali neko zaščito v nekaterih delih. Seveda zaščita bi pomenila dodatno težo in to je za vojaška letala slabo. Torej niso razmislili o tem, da bi dodali zaščito povsod, ampak samo, da bi dodali zaščito v nekaterih delih. So zbrali podatke izmed letal, ki so se vrnile iz boja. Torej, to so bila ameriška letala, ki so letela v Evropi tekom druge svetovne vojne. Prišle so nazaj ponavadi polne lukenj, ker so streljali na njih. In so se vojaki lotili preštevanja luknj na vseh predelih letal. Torej so delili letala na različna dela in so prešteli, koliko lukenj je bilo za vsako letalo na motorju, na trupu, na sistemu za gorivo in na ostalih delih. Seveda so premislili pravilno, da bi morali standardizirati to število lukenj glede na površino. In tukaj imamo številke, torej luknje na kvadratni meter za različne dele. In tisto, kar je zanimivo tukaj, je, da na motorju imamo približno 11 lukenj na kvadratni meter v povprečju, v ostalih delih pa bistveno več. Če bi gledali tukaj te podatke, bi izgledalo zelo prepričljivo, da vojaki, ki ciljajo na letala, bolj pogosto poskušajo ciljati na trup in torej, da bi bilo primerno dodati dodatno zaščito tukaj. Američani so imeli neko izjemno močno skupino statistikov, ki je delala prav na vojaške probleme v New Yorku v tistem času. Med temi je bil tudi Wald, ki je bil romunski statistik, ki se pravzaprav ni pozanimal niti malo za praktične probleme, je bil zelo matematično usmerjen, ampak so mu pripovedovali o teh podatkih in je takoj rekel, da morajo zaščititi motor, ne pa ostale dele. To pa seveda je nekoliko protiintuitivno, ker na motorju vidimo manj lukenj
kot drugje. Zakaj pa je ta izbira najbolj smiselna? Zato, ker moramo pomisliti, kaj pravzaprav je naš vzorec. Vzorec je sestavljen iz letal, ki so se vrnile z boja, ne pa iz vseh možnih letal. In torej tukaj ena možna predpostavka je, da se luknje porazdelijo nekako enakomerno, če standardiziramo na površino na avione. In torej, če imamo nek del, kjer je bistveno manj lukenj kot drugje, zelo verjetno to pomeni, da tista letala se niso vrnila z boja. Temu pravimo survivorship bias, torej neka pristranost, ki je vezana na to, da gledamo samo tiste, ki so preživeli. Wald, ki je bil zelo matematično usmerjen, se je lotil tega problema tudi iz matematičnega vidika in lahko najdete vse njegove izpeljave, ki so vezane na ta problem. Je pa zanimivo, ker so sprejeli njegov vidik, čeprav na začetku so bili precej prepričani, da bi morali dodati zaščito drugje. In čeprav naj bi vojaki bolje od njega razumeli, kaj je pomembno v letalu in to, da če ciljamo motor, zelo verjetno bo letalo tudi padlo, so sprejeli ta predlog, dodali zaščito in motorju in to se je tudi nadaljevalo tudi kasneje po drugi svetovni vojni. Ocenijo, da se je ogromno ameriških letal rešilo na tak način. Druga novica, ki se pojavi čisto vsako leto, jaz tukaj imam novice z leta 2012, 2016, ampak jih najdete čisto vsako leto, ko so objavljeni podatki, je, da plača 2/3 zaposlenih v Sloveniji je nižja od povprečne plače. To seveda zveni zelo zaskrbljujoče. Torej, če pomislimo na povprečno plačo v Sloveniji, 2/3 oseb je pod povprečjem. Zakaj za statistika to sploh ni presenetljivo in vemo, da se bo to ponovilo skoraj vsako leto? Zato, ker je porazdelitev plač izjemno asimetrična. Če pogledamo tukaj neka hipotetična porazdelitev plač, ponavadi plače izgledajo porazdeljene na takšen način. Torej, porazdelitev, ki je asimetrična v desno, ima nek dolgi rep in kaj to pomeni? To pomeni, da je povprečna vrednost večja glede na mediano. Torej, te visoke in redke plače nam povečajo povprečje. Se vsi verjetno spomnite, da povprečje računamo tako, da seštejemo vse vrednosti in jih delimo za število preiskovancev. Mediana pa je tista vrednost, ki nam pove, katera je plača, pri kateri polovica oseb ima tisto plačo ali pa manj, druga polovica pa ima tisto plačo ali pa več. Pri asimetričnih porazdelitvah v desno je po definiciji mediana manjša glede na povprečje. In torej ni presenetljivo, da več kot 50% oseb bo imelo podpovprečno plačo. Če beremo to novico in se sprašujemo, ali bi bilo vredno povečati nizke plače, da bi odpravili ta problem, imam grafični prikaz, kaj bi se zgodilo, če bi povečali nizke plače, torej vsem tistim, ki imajo najnižje plače, bi dodali recimo 200 evrov prvi četrtini. Tisto, kar se vidi iz porazdelitve, je, da bi malce seveda povečali povprečje, ampak ne bi spremenili pa obliko naše porazdelitve in še vedno mediana bi bila manjša kot povprečje. Bi celo nekoliko povečali v tem primeru delež oseb, ki bi imelo podpovprečno plačo. Kaj bi lahko storili, da bi odpravili problem? Morali bi znižati visoke plače. En primer, ki je bolj vezan na aktualnost in ki je zelo priljubljen primer statistikov tudi pred časom covida. Recimo, da nimate kliničnih znakov covida in da vam predlagajo, da se testirate doma za covid. To je nekaj, kar je seveda zelo aktualno za vse.
vam razlagajo, da je ta test, ki ga boste uporabili, zelo zanesljiv. Tukaj sem vzela podatke iz pravega testa, ki smo ga uporabili doma za otroka prav včeraj, torej gre za test, ki temelji na slino. Podatki za druge teste so ponavadi precej podobno. Torej, če greste prebrati navodila tega testa, lahko razberete, da je verjetnost, da dobite pozitivni test, če ste okuženi, približno 90%, in verjetnost, da dobite negativni test, če niste okuženi, pa več kot 99%. Trenutno, ta je tudi smiselna predpostavka, lahko predpostavimo, da pogostost COVID-a v asimptomatični populaciji je približno 2%, to je ogromno, ampak to je tisto, kar vidimo zdaj v Sloveniji. Kaj se zgodi, kako boste interpretirali rezultate, če je vaš test pozitiven, in kako ga boste interpretirali, če je vaš test negativen? Torej, kolikšna je dejansko verjetnost, da imate ali pa da nimate bolezni, če ste dobili pozitivni oziroma negativni test? Zelo pogosto tukaj intuicija nas napačno vodi in razumemo te številke, ki so podane v prvem in v drugem stavku kot pravilni odgovor na ta dva vprašanja. Tisto, kar vam bom pokazala s pomočjo nekega zelo praktičnega primera, je pa, da številke, ki jih dobimo za te odgovore, so pa bistveno drugačne, ker pravzaprav verjetnost, ki jo želimo oceniti, je čisto drugačna verjetnost. Torej, tukaj nas zanima verjetnost, da pogojno na to, da smo okuženi, dobimo pozitivni test. Tukaj pa nas zanima, kaj se bo zgodilo v našem konkretnem primeru. Torej, kolikšna je verjetnost, da če je bil naš test pozitiven, imamo COVID. Torej, gre za dve tako imenovani pogojni verjetnosti, ki sta različni. Če jih zapišemo s formulami, kot bomo kasneje zapišemo čisto drugačno formulo, in seveda tudi ocenjene verjetnosti so drugačne. Ta je primer, ki ga statistiki uporabijo že leta in leta. Obstaja raziskava, ki je bila izvedena izmed nemškimi zdravniki. Takrat je bil primer prilagojen glede uporabo mamografije, ki ima številke, ki so podobne kot številke, ki jih gledamo tukaj. In velika večina nemških zdravnikov je interpretirala številke na ta način, tako kot sem omenila. Torej, kot če bi šlo za iste verjetnosti, ne glede na to, da ena je izračunala pogojno na to, da je bolezen prisotna, druga pa je izračunala pogojno na to, da je test pozitiven. Torej, si lahko predstavimo to zelo konkretno, tako da vzamemo neko veliko populacijo. Tukaj imam sliko z mačkami, torej imamo 100.000 mačk. Tukaj si lahko predstavljate tistih 100.000 hitrih testov, ki jih izvedemo na dan v Sloveniji. Recimo, da je zdravih 98% in bolnih samo 2%. Torej, skupno imamo 2.000 bolnih in 98.000 zdravih oseb. In seveda znotraj teh skupin izvedemo naše teste. Torej, kolikšna je verjetnost, da med zdravimi bomo pravilno identificirali negativni test? Omenjali smo, da je ta verjetnost 99,3%. Torej, skupno bomo imeli več kot 97.000 negativnih testov. Ampak, čeprav imamo samo 0,007 verjetnost, da napačno diagnosticiramo slabo osebo, torej ta naš test ima tako imenovano zelo visoko specifičnost, še vedno bomo identificirali približno 600 oseb, kot če bi imele virus, čeprav ga nimajo. Gremo med bolnimi in tukaj je nekaj več napak. Torej, imamo 10% lažno negativnih, to so naša občutljivost je bila 90%. Torej, bomo identificirali izmed 2.000 oseb 1.800 približno, ki bodo
imele pozitivni test. In seveda bomo s tem testom zgrešili kar 200 pravih pozitivnih. Torej, tisto, kar se bo tukaj zgodilo, je, da 1/10 naših bolnih ne bo identificirano z našim testom. Kako pa potem izračunamo tiste verjetnosti, ki nas zanimajo, ko dobimo rezultat testa? Torej, kolikšna je verjetnost, da če je test pozitiven, imamo bolezen? Tukaj moramo pogledati, koliko pozitivnih testov smo dobili. In torej, pozitivni testi so prestrašene mačke, torej seštejemo teh 600 in teh 1800, in koliko pravilnih je, in pravilnih tukaj je 1800. Torej, tako imenovana pozitivna napovedna vrednost v tem primeru je približno 74%. Torej, kaj to pomeni? Da, če dobite pozitivni test in test ima te značilnosti, ki so tukaj opisane, imate 74% verjetnost, da boste potem tudi potrjeni kot pozitivni z naslednjim testom. Kaj pa, če ste dobili negativni test, tukaj imate skoraj verjetnost 1, da ste dejansko zdravi. Tukaj smo uporabili Bayesov izrek, ta je eden od najpomembnejših izrekov v statistiki. In sem ga tukaj prikazala samo zato, da bi vam pokazala, da ko napišemo naše pogojne verjetnosti, preberemo neko verjetnost kot verjetnost, da pogojno, da je test pozitiven, imamo bolezen, in ta je funkcija verjetnosti, da če imamo bolezen, bo test pozitiven. Mogoče prepoznate ta Sheldon iz Big Bang Theory, ta je zanimivost, ki za statistike je nekaj, kar nas zmeraj navduši, da na tabli enkrat se je pojavil tudi Bayesov izrek, takrat, ko je poskušal določiti, kolikšna je verjetnost, da bo preživel dovolj dolgo, da bo lahko nesmrten, ker do takrat bodo potem izumili, kako neskončno podaljšati življenje oseb. Tisto, kar je tudi zelo zanimivo, kar bi želeli izpostaviti tukaj, je, da podatki, o katerih govorimo, torej kolikšna je specifičnost, kolikšna je občutljivost nekega testa, so podatki, ki temeljijo na nek vzorec. In ko uporabimo vzorec, seveda imamo neko negotovost v naših ocenah. Kolikšna je ta negotovost? To so dejansko podatki, ki so jih uporabili za test, ki sem vam ga pokazala zdaj. Torej, ovrednotenje je bilo narejeno skupno na približno 400 oseb, imeli so 300 približno zdravih in 100 približno bolnih. Kako določijo bolni in zdravi? Jih določijo na podlagi test PCR-ja, torej pogledajo test, ki ima boljše lastnosti. In tukaj vidite tiste številke, ki smo jih omenjali, torej 10 lažno negativnih izmed 101 in samo 2 lažno pozitivna izmed 305. Tisto, kar je tukaj zelo zanimivo, je pa, da lahko izračunamo tudi tako imenovani interval zaupanja za našo občutljivost. Kaj nam pove interval zaupanja? Nam pove, v katerem intervalu lahko pričakujemo, da leži ta prava vrednost iz populacije. Vsakič, ko uporabimo nek vzorec, namesto da bi opazovali celotno populacijo, seveda moramo upoštevati, da lahko imamo neko variabilnost, torej iz vzorca do vzorca bi lahko opazili različne številke. Torej, tukaj ne pričakujemo, da na vsakem vzorcu 101 bolnih bomo natančno zgrešili 10-krat. In statistika nam pomaga pri tem, da določimo, na katerem razponu smo lahko precej prepričani, da leži ta prava vrednost. Statistiki ponavadi izberijo 95% intervalne zaupanja. In tukaj vidite, da ta interval je zelo širok, sega od 0,83% do 0,95%. Torej, na podlagi teh podatkov
smo opazili 90% občutljivost, ampak ne moremo pa izključiti niti, da je občutljivost tako nizka kot skoraj 80% ali pa tako visoka kot 95%. In seveda vse mere, o katerih smo govorili, imajo neko negotovost, ki jo moramo upoštevati. Če bi pogledali tudi interval zaupanja za pozitivno napovedno vrednost, torej za verjetnost, da ste zares bolni, če imate pozitivni test, vidite, da ta interval je ogromen in gre od 0,41 do 0,92. Na prosojnicah boste našli tudi povezavo, kjer lahko greste in si pogledate sami za test, ki ste ga izbrali, katere so vrednosti vseh teh mer, če niso podane v navodilih. Tisto pa, kar je tukaj še dodatno zanimivo, je razumeti, kdaj je smiselno uporabiti te teste in ali rezultati, ki jih poročajo, so smiselni za naše namene. Koga so vključili v vzorec? Zelo pogosto najdete v navodilih teh testov zapisano, da so vključili osebe, ki so imeli simptome za COVID ali pa so imeli rizični kontakt z okuženo potrjeno osebo. V tem primeru tega ne pravijo, ampak glede na to, da smo imeli 1/4 okuženih, seveda gre za vzorec, ki ni slučajni vzorec iz populacije, ampak gre za vzorec, kjer je veliko pozitivnih in torej, kjer je verjetnost pozitivnega rezultata zelo visoka. Če pa greste prebrati navodila, vam rečejo, da bi morali lahko uporabiti ta test, če ste imeli simptome, če ste bili v stiku z okuženimi ali pa če poklicno imate visoko tveganje za COVID. Zakaj to napišejo? Zato, ker njihova referenčna populacija je pravzaprav ta, torej osebe z visokim tveganjem, ne gotovo osebe, ki nimajo simptomov. Kaj to pomeni v praksi? Ko neodvisne raziskave grejo preučevati pravo občutljivost in pravo specifičnost hitrih testov na asimptomatični populaciji, tisto, kar vidijo, je, da je predvsem občutljivost bistveno manjša, kot poročajo takrat, ko gledajo uporabnost testa med osebami, ki imajo veliko verjetnost, da so okuženi. Kaj potem to pomeni v praksi? Zelo pogosto najdemo te številke. Testi, ki poročajo v navodilih 95% občutljivost, torej 95% verjetnost, da bodo odkrili virusa, takrat, ko je prisoten. Ko so validirani na asimptomatski populaciji, kažejo ponavadi okrog 60% občutljivost. Torej, veliko pravih pozitivnih ne bo identificiranih in se dodatno zniža verjetnost, da če dobite pozitivni test, ste zares bolni. Dodala sem en primer, kjer sem šla pogledati nekaj, o čemer so govorili ogromno, seveda v medijih, torej da cepivo Pfizer je 95% učinkovito. To so bili podatki, ki so bili objavljeni lani in so imeli seveda ogromni vpliv na vsa naša življenja. Izkazalo se je tudi z uporabo cepiva v praksi, da te številke so bile pravzaprav zelo blizu številkam, ki smo jih potem tudi videli v praksi v populaciji. Kako so izvedli to raziskavo? Veliko ljudi je dvomilo o tem, da bi se lahko v tako kratkem času izvedla raziskava, ki bi bila zanesljiva, in so dvomili o tem, da so dejansko izvedli raziskavo tako, kot bi jo izvedli ponavadi. Raziskava je bila prospektivna in randomizirana. Uporabili so vzorec, ki je vseboval okrog 40,000 preiskovancev. Randomizirali so osebe glede cepljenja, torej so naključno izbrali, kdo bo cepljen in kdo pa ne.
To je izjemno, izjemno pomembno in seveda osebe, ki so dobile cepivo ali pa placebo, niso vedele, kateri skupini pripadajo. Temu pravimo, v teh primerih pravimo, da je raziskava slepa. To je zelo pomembno, zato ker če bi preiskovanci vedeli, ali so dobili pravo cepivo ali pa ne, bi lahko spremenili svoje vedenje na podlagi tega. In to bi lahko seveda vključilo neko pristranost v rezultatih, ki bi lahko bila taka, da na koncu rezultati ne bi bili zanesljivi. Kaj so opazili? To je zanimivo. O tem se ni veliko govorilo, o dejanskih številkah. Torej, izmed temi 20 tisoči, ki so dobili cepivo, jih je 8 zbolelo, torej 0,04%. V drugi skupini pa jih je zbolelo 162. Ker so skupine približno iste velikosti, vidite, da je ta razlika seveda ogromna. Kako pa so definirali to učinkovitost? Uporabili so navadno definicijo učinkovitosti, ki se uporablja v raziskavah o cepljenju. In to je definirano kot razliko med verjetnostjo bolezni za tiste, ki so dobili placebo, in tiste, ki so dobili cepivo, deljeno z verjetnostjo bolezni za tiste, ki so dobili placebo. Ko so šli izračunati na tak način, so dobili to številko, torej 95% učinkovitost. Kaj nam to pove? Da bi s cepivom zmanjšali za 95% število primerov. Torej, število okuženih bi bilo 20-krat večje pred cepljenjem. Tudi tukaj najdete vir s poljudno razlago, kjer vas vodijo preko vseh teh ocen. Zadnji primer, kjer bi želela posvetiti nekaj pozornosti, je pa dejansko učinkovitost cepljenja. Tukaj se je o tem zelo, zelo veliko govorilo septembra lani, ko so dobili podatke iz Izraela. In tam se je izkazalo, da je bilo kar 60% hospitaliziranih zaradi covida polno cepljenih. Koliko oseb vse skupaj so imeli? 300 cepljenih in 214 necepljenih, ki so bili hospitalizirani zaradi covida. Ogromno medij, tudi v tem primeru, je napačno interpretiralo to novico na tak način, da je zaključilo, da cepivo ni učinkovito in gotovo ne more biti 95% učinkovito, tako kot so trdili. Tudi tukaj imate vir za zelo podrobno in zanimivo razlago. In ta predstavlja primer tako imenovanega Simpsonovega paradoksa. Ta paradoks je znan v statistiki že zdavnaj in podatki o covidu so nam pravzaprav prinesli najboljši primer, ki smo kadarkoli imeli za ta paradoks. Torej, prva stvar, ki jo moramo tukaj razumeti, je, da v Izraelu je velika večina populacije cepljena in bila že polno cepljena takrat. In torej sama primerjava grobih številk ni smiselna, zato ker če primerjamo 300 cepljenih z 200 necepljenih, moramo si zapomniti, da cepljeni izhajajo iz populacije, ki pokriva skoraj 80% celotne populacije. Torej, če primerjamo število primerov na 100.000 ljudi, se stvari precej spreminjajo. In vidimo takoj, da je bistveno več primerov med necepljenimi, torej 16 primerov na 100.000 oseb, v primerjavi z 5 primeri na 100.000 oseb za tiste, ki so polno cepljeni. Torej, če bi šli izračunati učinkovitost našega cepljenja v tem primeru, bi dobili, da je učinkovitost nekoliko pod 70%. Ampak to je bistveno nižje, kot so pokazale raziskave, na podlagi katerih so sprejeli uporabo cepiva. Kaj pa je Simpsonov paradoks? Simpsonov paradoks nam pove, da nekatere povezanosti postanejo bistveno večje, če pogledamo podskupine.
In kdaj se to zgodi? Takrat, ko podskupine so povezane z našim izidom. Torej, tukaj so ločeno gledali osebe pod 50 let in nad 50 let, naredili isto analizo. Pod 50 je nekoliko manjša razlika med deleži, čeprav še vedno je zelo veliko cepljenih. In tukaj, če so šli izračunati verjetnost okužbe med cepljenimi in necepljenimi, tako da so upoštevali pravilno tudi populacijo, je bila učinkovitost cepljena zdaj 90%. Kaj se vidi med osebami, ki so starejše od 50 let? Tukaj je velika večina cepljenih, ampak seveda vemo, da osebe, ki so nad 50 let, imajo tudi bistveno večjo verjetnost, da bodo hospitalizirani. In to se vidi lepo, če pogledamo prav surove številke. Predvsej malo primerov pod 50, bistveno več primerov nad 50 in nad 50 je delež cepljenih še večji glede na splošne populacije. In tudi tukaj je učinkovitost bistveno večja. So pogledali tudi še bolj podrobne starostne skupine in če gledamo še bolj podrobne starostne skupine, učinkovitost postane še večja. Torej, ta Simpsonov paradoks, ki smo ga imeli v vseh naših učbenikih statistike, čeprav primeri niso bili tako zanimivi, je z COVID-om pridobil verjetno najboljši primer, ki smo kadarkoli imeli glede Simpsonovega paradoksa. Na sledilniku, COVID sledilnik, torej spletna stran, kjer najdete vse podatke o COVID-u v Sloveniji, najdete tudi podobno analizo za slovenske podatke. Tukaj edini podatek, ki je na voljo, je starost pod ali nad 65 let. In če se osredotočimo samo na vaccine efficacy, vidite, da je okrog 85%. Če ločimo po starostnih skupinah, tudi tukaj v tem primeru, verjetno, če bi imeli več podatkov glede starosti, bi te številke bile verjetno še večje. Osebe, ki niso cepljene, imajo in so nad 65 let, imajo približno, glede na te podatke, 6-krat večjo verjetnost, da bodo hospitalizirane, glede na tiste, ki pa so cepljeni. Ok, bi tukaj zaključila, bom dala na razpolago tudi prosojnice, če si kdo želi ogledati vse vire, ki sem jih omenjala. Bi zaključila tako, da bi vam pokazala nekaj poljudnih virov, ki si jih lahko ogledate glede statistike. To so poljudne knjige, pravzaprav podskupina mojih poljudnih knjig o statistiki. Tisti, ki bi jo najbolj priporočala, je The Art of Statistics. Druge knjige od Davida Spiegelhalterja so tudi zelo zanimive. Knjiga o spolnosti z številkami je izjemno zanimivo branje. In nazadnje je bila objavljena knjiga o COVID-u z številkami, tudi izjemno berljiva knjiga, ki nam prikaže vse pomanjkljivosti, ki so se pojavile tekom pandemije. Te so knjige, ki se ukvarjajo z uporabo statistike v medicini. So zelo zanimive, predvsem za tiste, ki se želijo poglobiti v možne napake, ki jih ljudje delajo v medicini, ko zlorabijo ali pa napačno uporabijo statistiko. Tukaj sem dodala še, to je nekaj, s čimer bi se želela ukvarjati v prihodnosti, torej to so slikanice, torej knjige za otroke, kjer so prisotni statistični koncepti. To je nekaj zelo, zelo redkega. Torej, zelo redko najdemo, na primer, v knjigah za otroke, kakšen koncept, ki je tudi oddaleč vezan na statistiko. Je veliko knjig, kjer najdemo matematiko, na primer matematika vključena kot nek del neke zgodbe. Če pa poiščemo koncepti, ki so vezani na primer na verjetnost, na prikaz podatkov, na povzetek podatkov, tega je izjemno malo.
Nekaj več najdemo takrat, ko pogledamo knjige, ki se ukvarjajo z znanostjo, torej s tem, da predajo kakšno informacijo o znanosti. Tam je nekaj več grafov, vsaj, ker kakšenkrat se pojavijo. Želela bi pa izpostaviti, da lahko najdete knjige, kjer se lahko igrate z negotovostjo z otroki. Torej, ta na primer je knjiga, kjer otrok mora izbrati, kako bo ravnal z medvedom, naprimer v tem delu, in lahko zbeži, lahko ga prestraši, ali pa lahko zelo mirno gre stran. In otrok, ki ima nek občutek za verjetnost, ko gleda ta krog, vidi, da imamo bistveno večjo površino za slabi dogodek, če zbežimo, in kako določimo potem, kaj se nam zgodi, tako da zavrtimo to orodje, ki je podano s knjigo. Torej, izjemno zanimivo idejo za otroke. Ta knjiga obstaja v italijanskem prevodu, v originalu je v angleščini. Zelo zanimiva ideja, kako lahko približamo otroke ideje negotovosti, ki je ponavadi zelo redko prisotna v zgodbah vsaj. Bi tukaj vas zahvalila in ta je ponovno ena od knjig, kjer punčka uporabi statistiko, da bi prepričala starše, da je zelo dobra ideja kupiti pravo žirafo. Zbira podatke, jih predstavi in bi s tem tukaj zaključila.